Večina verskih skupnosti v Sloveniji, poleg oznanjevanja Božje besede, opravlja še vrsto drugih izredno pomembnih dejavnosti, ki so zelo dragocene za širšo družbeno skupnost. Med njimi so denimo skrb in pomoč odvisnikom od drog in alkohola. V evangelijski krščanski cerkvi pa zadnje čase vse bolj opozarjajo na različne nove vrste odvisnosti v sodobni družbi. V evangelijski krščanski cerkvi opozarjate in se seveda borite proti različnim vrstam odvisnosti, pa vendarle v zadnjem času zelo opozarjate na nevarno odvisnost od interneta, od igric in od svetovnega spleta. Seveda, dobro ste povedali, borimo se. Res v času, v katerem živimo, res se mora človek boriti, da nekaj doseže in tudi boriti, da se odpove nekaterim stvarem, posebej stvarem, ki jih imenujemo odvisnost. Srečujemo se z otroki, ki potrebujejo nekaj več, kot je samo materialna stvar, kot je mobitel, kot so igrice, kot je internet. Potrebujejo osebnost, potrebujejo ljubezen. In vidimo, da tukaj manjka. Manjka veliko pogovora, veliko iger strani staršev, oskrbnikov, učiteljev, da jim pomaga razumeti življenje. In sem vesel, da v naši cerkvi imamo ljudi, ki so razumeli to potrebo. In se srečujemo z otroki, srečujemo se tudi starši in govorimo o tej odvisnosti, ki je nevarna. Kajti vsaka odvisnost je nevarna. V človeku povzroča eno praznino, oziroma potrebo po še več. Misleč, če bom imel nekaj več, boljši mobitel, boljše storitve, bom bolj srečen. To ni res, to ni resnica. Bom bolj odvisen, bom še globje padel, bom bolj nesrečen, posebej, če ne bom mogel doseči nekaterih stvari. Ste dolgoletna voditeljica kampov za otroke. Kako vam uspe otroke prepričati, da ne uporabljajo mobitelov in drugih tehničnih pridobitev? Res je, ko se že peljemo na tabor in povemo, da tam ne bo in so že vsi žalostni, kako ne bo interneta, kako ni Wi-Fi-ja, kako ni računalnikov, vendar pripravimo program na ta način, da se jim cel dan nekaj dogaja in da se aktivno za aktivnostjo, da imajo možnost poznavati drug drugega, se igrati med sabo, imajo možnost preživeti čas v naravi. Uporabljamo doživljajsko-pedagoške prijeme, torej to pomeni, da gremo k reki, gremo v gozd, spoznavajo, kaj pomeni se voziti po toboganu po hribu dol, ga pripravimo. Imamo bazen, tako da so res različne aktivnosti, kjer potem otroci avtomatsko pozabijo. Mi smo imeli kampe na morju, zraven trgovin, zraven hotelov. In otroci so bili v nenehni nevarnosti, da grejo v trgovino. Ko so videli, so potrebovali. Zdaj imamo kampe v naravi, kjer ni trgovine, ni hotelov, ni ničesar tehnološkega, da se izrazim. In mi smo opazili, oni sploh to ne potrebujejo. Torej, kar ne vidijo, ne potrebujejo. Včasih, ko pridejo seveda z mobiteli, potem jim svetujemo, da jih ugasnejo. Da bodo tako veliko bolje uživali brez mobitelov, da bodo spoznali nekega novega prijatelja. Ko se bodo z njim pogovarjali, sploh bodo pozabili na mobitel. In to se res dogaja. Kot ste dejali, otroški kampi trajajo približno en teden. Zastavlja se vprašanje, kako potem otroke odvrniti od pretirane uporabe interneta in drugih, seveda sredstev med letom, ko so v šoli, ko so v normalnem življenju doma. V društvu Vesela novica imamo tudi med letom klube, kjer se otroci imajo možnost družiti, zopet videti med sabo, spoznati različna življenja, spoznavati, kdo bo kje, kaj vse ustvaril. Tudi z njimi potem igramo igre, ustvarjamo, imamo različne dogodke, kamor otroci lahko grejo. Približujejo se šolske počitnice. Kakšni bodo letos vaši programi, kaj pripravljate? Zopet bomo ponudili adrenalinski tabor, kjer smo videli, da lansko leto otroci so uživali, ko so imeli možnost iti v naravo, kjer so imeli možnost plezati, kjer so imeli možnost prespati zunaj, kjer so lahko doživeli različne stvari, ki se jim ne dogajajo čez leto.
Zopet imamo glasbeno-dramski tabor, kjer preko glasbe in preko drame ustvarimo cel musical v enem tednu. In to potem na koncu tudi pokažemo staršem, tako da vidijo našo kreativnost in naše sposobnosti. Zopet pripravljamo angleški tabor. Na koncu je res, da vsi te 4 tabori bodo imeli veliko novih presenečenj, novih doživetij, ko bodo otroci lahko zopet prišli domov, napolnjeni, veseli in predvsem z novimi prijateljstvi, ki se ohranjajo potem iz leta v leto. Verjetno je mogoče še enkrat potrebno poudariti, da vaši tabori seveda niso namenjeni le članom cerkve. Ne, res je. Naši tabori so namenjeni komorkoli, ker tabor je čas, ko otroci na zabaven način spoznajo drugega, spoznajo novo kulturo, v tem letu Američane, spoznajo nove športe, spoznajo nove aktivnosti in res dobrodošli prav vsi. Nagual Uchu prihaja iz Južne Amerike, natančneje iz Urugvaja. Pravi, da ga je usoda prinesla v Slovenijo, kjer se je poročil. Pri nas živi že nekaj let in vodi različne delavnice in seminarje, kjer ljudem skuša približati šamanske prakse in način življenja. Mnogi v Sloveniji še vedno ne vedo, kaj je to šamanizem in kaj je to šaman. Nekateri mislijo, da je to nekaj zelo skrivnostnega in prosil bi vas, da poveste, kaj je to šaman, kaj delate v šamanstvu in kakšne so prakse. Shamanism is a big word. It means many things. That's why nobody agreed exactly what it is. But if you go back to our roots, to thousands of years ago, you will find out that shamanism is the first spiritual practice known to mankind. And all the modern religions and philosophies and New Age and everything, it comes from shamanism. The word means literally the one who sees in the dark. But I like the definition of shaman. Shaman is the link between the physical world and the spiritual world, 1 foot in each world. So through shamanic practices, to traveling, with our consciousness to parallel realities, to different worlds, we can bring healing, wisdom, and blessings, etc., to this reality. So the shaman is just the link between the two realities. Kako lahko šamanske prakse, obredi pomagajo človeku v današnjem življenju, predvsem v zahodnji Evropi in seveda v Sloveniji? What I teach is modern shamanism. So our ancient practices adapted to modern life, so everybody can practice it. And because it's not a philosophy, shamanism, or a religion, it doesn't matter what else you practice. If you're Christian, Muslim, or if you practice yoga, whatever, you can incorporate small shamanic practices in your daily life. How we do that? We do this through connections, because other definition of shamanism is to live in the right relationship, in the right connection, meaning connection with yourself, with other people, and with nature. So the more in harmony you are with nature and with your true self, the less problems you will have. So that is how shamanism little by little is changing the societies, putting people in touch with their own self, making them understand the connection with other people, that we are actually not that separate from the other one and from nature. Lani ste bili tudi na Pašmanu, kjer ste vodili tečaj, letos boste tudi tam. Ali nam lahko kaj bolj konkretno poveste o vsebini letošnjega tečaja, seminarja na Pašmanu? I love working in Pašman, in Harmony program, because I feel like part of the Harmony family already. What I will be teaching there is, I will be 2 weeks with 2 different programs. One is called the Red Road and the other is called the Blue Road. The Blue Road is the road of the consciousness journeys. So I will be teaching people how to travel with their consciousness to other realities, to the lower world, upper world, also traveling time. The Red Road is more working in your real life, in your reality, how to deal with
with your boss, with your children, with your husband, your wife, people around. It's more a practical way of finding, you know, it's changing your mind. Ali lahko morda ocenite program Harmony duhovnih počitnic in tisto, kar se dogaja na otoku Pašmanu, kot nek evropski dogodek? For me, it's one of the most important things that is happening in the European region right now, because, you know, I teach shamanism, but I always like to confront or to compare what I do with other practices, you know, from India, from other places, and I found in Harmony a lot of people with a lot of knowledge and what they are teaching and doing that you cannot find anywhere else. I travel to many festivals, I travel all the world all the time, and I found that Harmony program is one of the most really, it's a must. You can't miss it in the summer. It should be your destination for the summer. V okviru Svobodne katoliške cerkve v Sloveniji deluje tudi teozofsko društvo, ki je zelo dejavno. Svojo knjižnico imajo v Celju, pred kratkim pa so odprli podružnico v Ljubljani, ki je zanimiva pridobitev za naše glavno mesto. Čeprav tukajšnja teozofska knjižnica deluje v okviru Svobodne katoliške cerkve in teozofskega društva, pa je namen veliko večji. Ali nam lahko mogoče poveste, kako je nastala za začetek? Prvo bi rad povedal, da se nahajamo v prostorih poganskega društva, PAM Pogan, kjer se pa srečujemo neopogani, člani Svobodne katoliške cerkve in pa mladi in stari teozofi. In v Celju teozofsko društvo Živatma ima knjižnico, teozofsko knjižnico in čitalnico Alme Karlin. In nekako je prišla ideja, da bi v Ljubljani tudi imeli izpostavo, ker so tu ljudje, ki jih tudi zanimajo knjige, do Celja je kar nekaj kilometrov in smo se odločili, da bomo tukaj naredili to izpostavo. Nekaj knjig imamo tukaj, drugače pa naj bi ljudje po katalogih naročali knjige po računalniku, mi bi tukaj bi jih dvigovali in tukaj bi jih vračali. Prav naši interesenti in pa člani Svobodne katoliške cerkve, poganskega društva in teozofi. S čim se lahko seznanijo ljudje tukaj v vaši knjižnici? Torej, vedno je bil ta naša intencija, da je knjižnica neke vrste sinteza vseh teh znanj, duhovnih znanj, tako da imamo od hinduizma do ezoteričnega krščanstva, kabale, tega New Age-a, potlej imate ogromno knjig, so recimo v Celju imamo tudi poljudne knjige, imamo tudi znanstvene knjige, filozofske knjige, se pravi, res nekako želimo zaobjeti tisto, kar človeku na duhovni poti lahko koristi, da se poglablja in da ni ozko usmerjen, ampak da lahko dela to, kar imajo teozofi kot cilj, primerjalni študij. Glede na zanimive duhovne vsebine, kako izbirate gradivo in kako ga seveda ustvarjate? Je pa res to en velik izziv in se v teh letih nam je kar se uspeva približevati, veliko predvsem za tem, ker so nam v pomoč mnoga društva po svetu, mnoge založbe nam pomagajo, glede na to, da se nekako sami financiramo, da je to tako samo interes. Je prišlo do nas nekaj zanimivih zapuščin ljudi iz teozofskega društva, ampak tako sem še rekel, enkrat podarim, mnogo različnih in založb in društev po svetu podpirajo to idejo. In počasi prihajamo, zbirka je trenutno več kot 10 000 knjig, se počasi prihaja, da vedno bolj specializiramo, kar smo prej pokrivali, morda dajemo zdaj na stran in res postajamo vse bolj knjižnica z knjigami, ki jih res drugje v Sloveniji ni prisotnih.